vabljeni tako astrologi, numerologi, feng shui, svetovalci in vsi, ki se ukvarjajo z opazovanjem energij kozmosa, pravijo, da smo ravno sedaj v izjemno ugodnem času za vse, kar se tiče našega osebnega razvoja, kajti ko se enkrat osebnostno osvobodimo, se osvobodimo tudi iz vseh tistih slabih izkušenj, ki jih imamo na področju partnerstva, na področju kariere, na področju zdravja in vsega ostalega, tudi na področju financ in tako naprej. In ravno zaradi tega je dobra novica knjiga, ki nas uči, kako se osebnostno osvobodimo, potem pa seveda posledično tudi na vseh ostalih področjih in nas uči živeti v obilju. Knjiga za vse, ki ste že na poti do finančne in osebne osvoboditve ali pa čutite, da je čas, da na to podstopite. Obilje je naše naravno stanje, zato spoznajte, kako prevzeti nadzor nad svojo osebno in finančno svobodo. Knjiga uči živeti obilje, med drugim pa boste v njej izvedeli tudi, zakaj ne živimo v obilju, kakšen je pravi obraz bogastva, kako najti izhod iz strahu in živeti v obilju, je denar dober ali slab, katera je prava motivacija za pridobivanje denarja, katera prepričanja nas omejujejo, da ne živimo v obilju, kaj je največ, kar ti lahko denar ponudi, je to varnost, kako živeti kot milijonar brez milijonov, kako zaživeti življenjsko poslanstvo, kako vedeti, da si na pravi poti do obilja in če je finančno stanje rezultat, kateri vzrok spremeniti, da bi ga bilo več, katere tehnike in metode uporabiti, da bi denar prihajal pogosto in z lahkoto, kaj sporoča rokopis in podpis, kako urediti dom, da privabiš blaginjo v svoje življenje, katere barve, števila prinašajo obilje, česa farmacija in kozmetična industrija ne želista, da izveste. Naročite jo lahko na 02 6200 230 ali v spletni trgovini www.klepetobkavi.si. Knjiga daleč od tega, da govori samo o finančnem obilju. Veste, veliko bolj je pomembno, da najprej začutimo in vidimo obilje, ki je povsod okrog nas. A če vendarle se tale trenutek malce osredotočim na finančno obilje in na vprašanje, kaj je največ, kar mi lahko denar ponudi, meni osebno to, da lahko z denarjem pomagam, podprem tudi druge, podprem različne ljudi na svoji poti kot takšni. Druga stvar, kaj je največ, kar mi denar lahko nudi, so potovanja. Ravno zaradi tega se odpravljam tudi na potovanje okoli sveta, dobesedno, in se vračam novembra, ampak brez skrbi, oddaja Klepet ob kavi poteka nemoteno. Vse pripravljene in sveže vsebine lahko vendarle spremljate. In pa tretja stvar, ki mi jo denar, največ, kar mi denar lahko nudi, pa je dejansko to, da dobro skrbim za svoj tempelj. Govorim seveda o svojem telesu in ne samo o telesu, včasih tudi kaj takega za dušo. No in ena izmed teh stvari je, da redno, kolikor le uspem, obiskujem Bovnovo terapevtko v Celju, Sabino Cimerman, kajti Bovnova terapija je nekaj, kar sem pravzaprav slišala že v času svojega študija na zdravstveni fakulteti v smeri delovna terapija in takrat tam sem že slišala, ja, pa Bovnova terapija, kako je pravzaprav, ko sem delala na nevrološki kliniki, to nekaj obveznega, da greš narediti, če sploh želiš tam karkoli početi, ker je tako zelo izjemna. Na lastni koži sem Bovnovo terapijo prvič pravzaprav izkusila nekaj let nazaj in takrat sem se enostavno zaljubila v ta pristop, ker je tako nežen, tako subtilen, a vendarle tako konkretno in dobro deluje do telesa. No, Bovnova terapevtka Sabina Cimerman je danes v naši družbi. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Dobar dan. Ja. Knjigo sem ti že dala? Ja, seveda, s posvetilom. Dobro, ja, to mi je pomembno. Ja. Bovnova terapija je pravzaprav, pod kaj to spada sploh? Je to, je terapija, ampak je masaža, čeprav ni masaža, ni energijska terapija, čeprav je energijska terapija. Pod kaj bi jo, v kakšen predal bi jo pravzaprav dali, če sploh lahko damo v predal, ker ljudje smo itak obsedeni s temi predali? Ja, bi kar rekla, da ne spada nikamor, ker je toliko svojstvena, toliko je posebna, toliko je nežna, toliko je učinkovita, toliko je edinstvena,
da enostavno nikamor ne paše, da bi lahko res en predalček dal. Je pa, tako kot si že ti govorila o obilju in takrat, ko si mi tudi podarila knjigo, mi je nekako za vsak dan, ko grem jaz v svojo ambulanto, kjer jo izvajam, se mi zdi obilje za mene, obilje za tiste, ki prihajajo, ker mi je bistvenega pomena pri bolnovi terapiji, da se telo resnično samo začne sebe zdraviti. Samo v sebi vzpostavi ta pretok energije, ki mu pač jaz pomagam z bolnovimi potezami. In ta Thomas Bown, ki je to terapijo začel izvajati, on niti sam ni znal razložiti, kako deluje, na kak način, čeprav se je še zraven zelo veliko izobraževal, ampak bistvenega pomena je tukaj ta fascija, to vezivno tkivo, ki ga v bistvu mi sploh ne poznamo, sploh ga mi niti ne začutimo, niti ne vemo, da obstaja, ampak iz tega našega vezivnega tkiva, ki jaz pač naredim te Bownove poteze, se fascija pride iz želetinastega stanja v tekoče stanje, kar pomeni, da vzpostavi pretok v telesu. In tudi, če jaz delam poteze na glavi, se čuti na nogah, se čuti v mečih, se čuti na rokah, ne? In zato jaz vedno delam celostno. Vedno, tudi če mi pride nekdo, ki ima problem s kolenom ali pa ima problem z zanositvijo, mislim, malo karikirane primerjave, ampak vedno naredim celo telo. Ker je celo telo je res holistično, je povezano med sabo in treba holistično tudi pristopiti k temu. Ne. Najbolj zanimivo mi je, recimo, jaz se v tem času zdaj, ko sem že zdavnaj zaključila fakulteto in vse, se še vedno učim anatomije. Ampak malo drugače, kot so nas to učili na fakulteti. Na fakulteti je bilo vse tako zelo ločeno, a ne? Mišica, ki je bila povsem ločena od vseh ostalih in od celega sistema. Ja. Ne vem, kosti, ki so bile, tako se mi zdi, da sem se dobesedno piflala anatomijo, da sem dojela, zdaj pa se učim majčkeno bolj celostno, zaradi tega, ker vidim, aha, to vpliva na to, dejansko je zgodba, ki govori o povezanosti. Ja. In mi je anatomija zdaj bolj kot ena religija, v pravem pomenu besede, kajti religija, religiare, pravzaprav pomeni povezovati. Ja. Naše telo je ena velika povezava, ki je tako izjemna in pri Bownovi terapiji lahko to doživiš. Ja, zelo, mislim, odlično si povedala, res. In točno se tudi strinjam s tabo, ker ko sem se jaz učila na fakulteti za šport, ko smo imeli pač kot za terapeuta naravnega zdravljenja, kot za Bownovega terapeuta, tam so nam še vedno tudi ločevalne, ampak ko pa študiraš to in ko imaš človeka pred sabo in ko ga začneš mu delati te Bownove poteze, ko se ga dotikaš, začutiš vibracijo telesa nekje drugje, narediš v rami, začutiš pa in človek tudi začuti ali mravljince, ali ta pretok, ki je vzpostavljen, ki ga fascija vzpodbudi, ali pa tudi neko sprostitev, ne? Kar je bistvenega pomena sprostiti se. Ne? In meni ogromno ljudi zaspi na mizi. Začetka so bili to navadno moški. Zdaj so tudi ženske in pa otroci. Otroci mi zelo veliko zaspijo. Ne? In tudi otroci so toliko čisti, toliko so spontani, vprašajo, kaj pa to, zakaj pa to, a danes mi pa noge ne boš naredila, pa rečem, nismo še prišla, no pa daj mi danes najprej nogo, veš, bi imel danes najprej nogo. Mislim, zelo, zelo simpatično. Tako da že tisti, ki prihajajo k meni, prav občutijo Bownovo terapijo, res tisto sprostitev, že ko se na mizo uleže, prav, joj, ta miza je pa res čudežna, počakajte še malo. Moramo še kaj narediti, da bo tudi ta pretok tu vzpostavljen, da bo ta energija stekla v telesu in da se bo človek potem res zelo dobro počutil in da bo te težave, zaradi katerih je prišel, same odšle. Ampak zanimivo mi je, glede na to, kako pozitivne učinke ima Bownova terapija na celostno telo in kako celostno dejansko gleda, da ima Bownova terapija pravzaprav žegen tudi v krogu uradne medicine. Ja. Edina terapija, v bistvu, ki je priznana. Ne? In jaz sem zelo vesela, ne? In tudi jaz lahko se pohvalim, da sodelujem z zelo velikimi zdravniki za UKC-jem Maribor in za UKC-jem Ljubljana in z ostalimi zdravniki, sploh pa s kirurgi, ki so mi kirurgi povedali, da če pride nekdo pred operacijo na Bownovo terapijo, je on veliko lažje operira, veliko lažje je tkivo, vezivno tkivo, vse fasti, vse je sproščeno, vse je tekoče, vse je in on, ko naredi prve reze in to enostavno steče. In tudi, ko da je telo toliko sproščeno celostno, ne samo tisti del, katerega pač ima on za operirati, da je telo toliko mirno, sproščeno, lahko, da je učinek pred
operacijo, če greš na Bonovo terapijo, je mnogo večja in je potem tudi operativni poseg mnogo boljši in kot pa brez njega, ker vsak, ko gre, pač obremenjen, strah je zelo prisoten, potem kak bo, potem je tukaj anestezija, en kup stvari, ki tukaj spadajo zraven. In zelo vesela sem, da je vedno več zdravnikov, ki jo priznavajo, in vedno se tudi pogovarjamo o teh krogih. Velikokrat sem povabljena na kakšen njihov kongres, na kakšen njihov simpozij kot Bonova terapevtka, nekateri me tako malo čudno pogledajo, nekateri me že poznajo, pa reče, aha, kdaj pa lahko pridem. Tako da jaz sem zelo vesela, ker v bistvu mogoče res tudi zelo dobro, da delam v Celju, da ne delam v Ljubljani, ker pač noben problem se pripeljati, ne pridajo in tudi, kaj se jim tako, vedno si še potem kak izlet naredijo, ker drugače za v Celju neki... Meni bi pa kar sedlo, da bi bila v Ljubljani. Moram reči, da v zadnjih 2 tednih si nisem dovolila vzeti časa, da se peljem do Celja. In sem v Ljubljani šla, enkrat sem šla na Tajsko, pa enkrat še na nekaj drugega, za željo, da se sprostim. Čutila sem, da moje telo rabi sprostitev, da ima tenzije. In na koncu sem še bolj trpela. Na tajski masaži iskala sem se rekla, 2 uri bom šla na masažo, v 2 urah se bom pa ziher sprostila. Kje? Uro pa pol je hodila po meni. Dejansko sem se drla vmes in vse možno. In prav pogrešam in želim in komaj čakam, da dejansko pridem do tvoje mize, zaradi tega, ker si tako zelo nežna s telesom in prav zares je prijetno. Ni neprijetnega občutka sploh. Ja, hvala. Sem zelo vesela, da ti je toliko všeč. Ampak to mi tudi večina ljudi pove, ker enostavno ti to, kar delaš, moraš delati z ljubeznijo, moraš delati predan, moraš vedeti, kaj delaš, kako narediš. Meni bistvenega pomena, ko človek prej, se vedno z njim najprej pogovorim. Potem ga naredim in potem po Bonovi terapiji se zopet pogovorimo. Ni samo termin, kdaj ga bova določila, ampak je kako se počuti, kako mu je, kako je zdaj z njim. In meni je tudi bistvenega pomena učenje. Da vedno ljudi, ki pridejo k meni, naučim, povem, tole še dajte poskusiti. Mogoče bi bilo pa tole za vas, mogoče pa bi tole stvar še poskusili, da vam bi bilo boljše. Ker enostavno mi kar pozabimo. Kup stvari, ko jaz povem, skoraj večina ve, ampak zgodi se, da pozabimo, ker enostavno si ne spomnimo ali pa smo obremenjeni z drugimi stvarmi in potem je zelo fajn čas, jaz sem kar blazino, včasih tudi pokažem kak jogijski položaj ali pa kako asano, kaj se lahko pomaga. Ja, tudi učiteljica joge si sicer, tudi to ti pomaga. Zelo veliko. Tudi sploh to, da lahko potem tudi povem ljudem, kaj lahko sami naredijo. In moram reči, da večina res se držijo tega. In ko pridejo, veste, sem to pa to delala ali pa sem to pa to naredil in učinki so res še potem večji. No, ampak Bonova terapija pri tebi je vseeno drugačna. V Sibiri so ti rekli, da imaš zlate roke, ali ne? Ja. V Sibiri je bila tako zelo posebna izkušnja. Prav zaradi tega, ker tam imajo samo 3 mesece čas, da si pridelajo hrano. 9 mesecev imajo zimo. In v teh 3 mesecih oni samo delajo in so v bistvu, oni niso psihično obremenjeni, ampak so fizične težave imajo, ker zaradi prevelikega, za preveč dela. In oni so trdi, kakšne poškodbe imajo na telesu in jaz sem jih kar delala na zemlji. Jaz sem jih delala kar na njihovi zemlji, kar pri njih doma. Vsak večer sem imela tam 7-8 ljudi, ki so prihajali in potem je že bila to, se je točno vedeli in ko so mene videli, kak jaz tam krave preganjam po tajgi, ker so se telečki izgubili, sem jaz potem prišla, kaj bomo danes delali, prišla v Škornik, cela drugače, sem rekla, ja, bomo delali, vi ste kar pripravite in bistvenega pomena je, da res, ko jih delaš, ker oni so bili prvič, da je sploh nekdo prišel v njihovo vas, da je sploh nekdo nekaj naredil. Najprej so bili zadržani, prva terapija, druga, ampak pri njih sem naredila 1 terapijo, 2 pa več ni bilo potrebno. In tudi meni je dala ta Sibirija res izkušnjo, da veliko krat, če kdo želi, pridem domov in naredim terapijo lahko pri tebi doma, ko boš imela en svoj prostor, na svojo zelenico na tvoji zemlji. In je to bistvenega pomena, ker je... Uzemljujejo se tudi tenzije potem, ne? Tako, ja. Ker ti upoštevaš tudi ta energijski vidik. Ja, vse. V bistvu je pa treba res vse upoštevati. Najprej, da sem jaz cela prečiščena, napolnjena, nahranjena za energijo, potem, da lahko to človeku daš in potem še naučim človeka, kako si lahko pomaga. Ker meni res ni interes, da hodijo non-stop k meni. Meni bistvenega pomena res, da pridejo občasno, da se malo resetirajo in potem razen kdaj so pač težave, ki jih je pač potrebno večkrat sanirati.
Ljudem svetuješ tudi uporabo sibirskih biserov pri kakšnih zadevah? Tudi, zelo velikokrat jim pač razložim, povem. In nekateri se odločijo, nekateri ne. Je pa tako zdaj, da tudi raziskujem vse te znanstvene raziskave, ki so bile narejene. Zdaj še sama na sebi raziskujem tudi in mumijo, in euterokok, in živico. In sem tudi ugotovila, da jaz kar vse te bisere kar uporabljam v svojem ambulanti. In tudi, ko nekdo pride z bolečo tetivo ali pa z kakšnim z vinom, velikokrat namažem kar z živico. Velikokrat ženske pač zaradi prehudega stresa, zaradi kakšnih krem, ki so jih uporabljale, imajo razne alergije, sem začela kar uporabljati mumijo in imam kar tam pripravek, da kar z mumijo jih namažem in pustim, da grejo domov in potem me kličejo nazaj in rečejo, a veš, da je bož, da nimam toliko teh raznih pik, nimam toliko teh raznih madežev po telesu. Euterokok je pa tak za vse tiste, ki so pod stresom. In to so pa, v bistvu smo vsi, če si pač tega ne znamo na tak način narediti, da nam je pač lažje. In včasih tudi kar ponudim, pridejo, pa rečem, no najprej tale euterokok malo popite, pa da se boste malo sprostili, pa potem gremo na mizo, pa potem naredimo, pa se še malo pogovorimo. Tako da jaz kar vse v svoji ambulanti uporabljam. Kar redno, vsak dan, ko delam, se pravi, pa tudi svetujem. Zdaj pa eni začutijo, eni se odločijo kasneje, eni rečejo, jaz pa to ne bi, imam to pa to. Seveda, vi porabite to, kar imate doma, če vam pomaga. Če čutite nekaj druga, neka spremembo, pa to vzamete. Nikoli ne bom pozabila, ko sem prišla prvič k tebi in si mi dala neke trakove tudi po gležnjih, Ko sem jaz stopila z mize in sem začela hoditi, sem imela občutek, da prvič v življenju hodim stabilno. Ja, kineziotaping sem naredila. Prav neverjetno je in tudi to pravzaprav kombiniraš, to ni del Bownove terapije. Ne, to je sam dodatek. To je dodatek, ker velikokrat so kakšne poškodbe bile, kakšne težave bile, ali pa recimo kak nepravilen, da si šel nekam teč, pa si stopil, si se malo gležno poškodoval in potem, da ni bila toliko problem dolgotrajni, ampak sem jaz Bownovo terapijo naredila poteze in vse in potem sem še naredila kineziotaping. In takrat sem bila zelo vesela, ko sem tudi tebe videla na naslednji oddaji, si bila še vedno vsa polepljena, visokih petah, si tle paradirala, lepo hodila, ampak si se verjetno zelo, tako vsega stabilno počutila. Stabilno sem se počutila, pa ljudje, ki so mi govorili, kam imaš te trakove, sem rekla, lej, zaradi lepšega, v redu je. Ampak resnično res pomagajo. Tako nekje 2 do 3 dni jih pustimo gor, potem velikokrat sami odpadejo. Velikokrat imamo otroke, ko jih kar direkt iz tekme pripelje, ali iz hokeja, ali iz rokometa, imajo poškodovane gležne roke pri rokometaših, kakšne palce, je treba to takoj zaščititi. In velikokrat se mi zgodi, da ko pridejo domov tam 10-15 minut imajo vožnje, včasih niti to ne, da trakovi odpadejo, kar pomeni, da so v bistvu predelali tisto, kar je bilo bolečina, šla in se potem, to so zelo hitre rešitve lahko tudi, In pa veliko odpal povabim, kar pridite vmes, rabimo 10 minut, ampak vedno naredim par potez Bownovih, potem dam trakove gor, naredim kineziotaping, nikoli ne grem sam, zdaj bom pa jaz to kar naredila, pa ne. Je pomembno, da je najprej, da so fascije. Tako, da je vezivno tkivo zasteče, da človeka umiriš, da se ga dotakneš, ker tudi dotika eno zelo veliko obilje, Najlepša hvala. Sabina Cimerman, Bownova terapevtka z zlatimi rokami, tako so jo označili tudi v Sibiriji in vsi tisti, ki so že preizkusili njeno izjemno Bownovo terapijo, ki jo kombinira še s kakšnimi drugimi stvarmi. V Celju torej deluje, močno priporočam, da si privoščite ta luksus, kajti to res je luksus za naše telo. No, na kakšen način pa vi izražate ljubezen do sebe, mogoče s slikanjem, s petjem ali zgolj s prehodom v naravo. Karkoli to že je, preizkusite. Sicer pa, če boste želeli kaj finega, pametnega, dobrega prebrati, pa da klepet ob kavi.si, tam lahko tudi pogledate vse minule oddaje in če nimate dostopa do interneta, 02 6200 230 je ustrezna telefonska številka. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa da klepet ob kavi.si. Naj vam bo svet lep.